Vlada je s podražitvijo vinjet in uvedbo povsem novega vinjetnega razreda povzročila zmedo med vozniki, predvsem med tistimi, ki vozijo večje avtomobile, kot so terenska vozila ali enoprostorci. Enega takšnih vozi tudi sodelavka, zato sva vzeli meter in poskušali izmeriti višino osi. Evo, meter se ustavi klele na 130, ampak jaz ne vidim, a ti vidiš, Tina? Ne vidim. To v bistvu res ni enostaven, ne. No, za vse tiste, ki se doma še vedno utrujate in z metrom poskušate izmeriti višino osi vašega avtomobila, da bi pri tem ugotovili, koliko vas bo stala letna vinjeta, naj vam povem, da lahko meter kar lepo pospravite in vržete proč, ker bo to delo namesto vas opravil Dars. Praviloma enoprostorci pa terenska vozila sploh, padejo pod to mejo. Če pa kdo sumi oziroma misli, da bi bilo nekje na meji vozilo, lahko pripelje sem. Za ljudje, ki so oddaljeni dlje, bo pripravljen seznam objavljen na spletni strani nekje po 15.11. Na seznamu bodo predvsem tista vozila, katerih višina je na meji in bi zato lahko bila sporna, a pri meritvah bodite pozorni, saj bodo po uvedbi novih vinjet poostrili nadzor. Cestninski nadzorniki in ostali organi, ki bodo to nadzirali, bodo mogli preverjati, ali ima vozilo pravo vinjeto nameščeno oziroma ustrezno glede na višino vozila. Kakšne so kazni? Kazni so enake, kot so bile doslej, se pravi od 300 do 800 evrov. Kazni so že znane, nadzor pa? Glede samega nadzora še nimamo konkretnih informacij, vsekakor se bodo prilagodile naprave, ki bo mogoče jih tudi terensko izmeriti tole višino. Dražje vinjete, nov vinjetni razred, visoke kazni. Proračunsko luknjo je nekako pač treba zakrpati in to gre, kot kaže, najbolje od rok davkoplačevalcem.